Dober večer, dragi otroci. Dobrodošli v čarobnem trenutku pred spanjem, kjer se resničnost prepleta s pravljico. Vsak večer, ko se zazrete v nebo in prisluhnete zvezdam, se odprejo vrata v čarobni svet. V svet, kjer se razvije čisto nova zgodba, zgodba polna čarobnih bitij, čudovitih dežel ter nepozabnih pustolovščin. Udobno se namestite, saj je čas za nepozabno potovanje med zvezde. Naredite globok vdih in počasen izdih. Smo pripravljeni? Danes boste prisluhnili pravljici z naslovom Učiteljica in malo srce. Nekega večera, ko je nebo sijalo s tisočerimi zvezdami, je v majhni vasi živela deklica, ki je imela prav posebno vez s svojo učiteljico. Učiteljica je bila topla in prijazna oseba, ki je s svojo modrostjo in ljubeznijo osvetljevala vsak dan v razredu. Vsak dan je deklica komaj čakala, da pride v šolo. Učiteljica je pripovedovala čudovite zgodbe, ki so otroke popeljale v čarobne svetove in jih učila, kako pomembno je deliti srečo in prijaznost. V učilnici je bilo vedno polno smeha in radosti. Nekega večera, ko je deklica zaspala, je v sanjah obiskala čarobno deželo, kjer so živele barvite ptice, ki so pele najlepše pesmi. Na sredini te dežele pa je stalo čudovito drevo, pod katerim je sedela prijazna oseba. To je bila njena učiteljica, toda tokrat je imela čarobno moč. Pridi, mala prijateljica, je rekla učiteljica. Danes bova skupaj raziskovali moč hvaležnosti in ljubezni. Deklica se je čudila, kako lahko učiteljica v njenih sanjah izgleda tako resnično. Kako to, da si tukaj? Je vprašala.
Vsak dan, ko misliš na ljubezen in prijaznost, ustvarjaš most med najinima srcema, je odgovorila učiteljica. Danes ti bom pokazala, kako lahko hvaležnost spremeni svet. S pomočjo učiteljice sta začeli hoditi po deželi in vsak korak je bil poln čarovnije. Vsakič, ko sta se ustavili, je učiteljica pokazala deklici, kako ljubezen in hvaležnost lahko osvetli srce drugih. Skupaj sta srečali ljudi, ki so se spopadali s težavami. Nekateri so bili osamljeni, drugi pa so se bali nečesa novega. Vsakdo nosi v srcu svoje težave, je povedala učiteljica. Toda, ko deliš dobroto, ko deliš ljubezen, si lahko svetloba, ki vodi druge. Tvoja prijaznost in hvaležnost lahko spremenita njihov dan. Deklica je opazovala, kako je učiteljica s preprosto besedo, z nasmehom ali objemom prinesla smeh in radost. Videla je, kako so se obrazi ljudi zasvetili, ko so čutili, da jih nekdo ceni in ljubi. Kako lahko tudi jaz prinesem to svetlobo v svet? Je vprašala deklica. Z vsakim dejanjem prijaznosti, z ljubeznijo, s hvaležnostjo do tistih, ki jih imaš rada. Vsaka dobra beseda, vsaka topla misel, vsak tvoj objem je kot žarek sonca, ki razsvetli srce, je odgovorila učiteljica. Ko je deklica sledila učiteljici, je začutila, kako se njeno srce polni s toplino in srečo. Čutila je, da lahko tudi ona prinaša spremembe in njene misli so postale svetle ter polne ljubezni. Ko je prispela domov, je bila polna navdušenja. Zdaj je vedela, da lahko svojo prijaznostjo, svojo ljubeznijo in svojo hvaležnostjo prinaša svetlobo drugim. In vsakič, ko je pomislila na svojo učiteljico, je občutila mir in srečo.
Dragi moji otroci, tudi vsi vi v sebi nosite to prijaznost, ljubezen in hvaležnost. Prav hvaležnost in ljubezen sta čarobni moči, ki osvetlita pot vsem okoli vas. Kadarkoli se boste počutili osamljene ali žalostne, se le spomnite, da v sebi nosite vse to, kar vas lahko razveseli. Takrat le odprite svoje srce ter se zavedajte, da lahko prinesete svetlobo s svojimi prijaznimi dejanji. Dragi moji, vsi vi to zmorete in znate. Zdaj se pa le zazrite v svoje srce. Občutite, kako je vaše srce polno ljubezni in hvaležnosti. In s temi lepimi in prijetnimi občutki se zazibajte v san. Lahko noč, moji dragi, lahko noč.